Lep pozdrav, jaz ostajam doma, upam, da tudi vi. Danes si poglejmo gibanje nog pri servisu. V prejšnjem videu pri servisu smo pogledali tehniko, gibanje zgornjega dela telesa, tudi ramen, gibanje leve roke, med žolčca in tako naprej. Danes pa se osredotočimo na noge. Noge so tisti del, ki skrbijo, da bo naš servis imel boljši pospešek, da bo naš servis udarjen navzdol, saj bomo z odribom z nogami prišli na višjo točko, kot bi prišli sicer. In pa tudi noge nam dajo zelo dobro ravnotežje. Pa poglejmo najprej kaj vse je pomembno pri nogah. Se pravi, prvo, vsi igralci začnejo z širokim položajem nog. Potem pa res je, da nekateri naredijo korak, nekateri servirajo, ves čas imajo noge v tem položaju narazen. Zdaj, kaj je boljše, tako kot vsakemu ustreza. Vsi so dokazali, da lahko takole odservirajo natančno in zelo močno in tudi s korakom. Stvari, ki so pomembne, so to, da vedno, ko zvrnemo kolena naprej, jih imamo nekje pod kotom 45 stopinj in da v bistvu gre bok naprej. Mi moramo biti kot nekakšen lok, če si predstavljate, ko ga napnete, da tu napnemo, da bok gre čez prste sprednje noge, se pravi, da ga porinemo naprej, in znižamo. Se pravi, tole ni dobro, ni počep, servis v bistvu ni počep. Ampak damo naprej noge, lahko tudi zraven stopimo in damo naprej. In potem iz tega položaja, več teže je na levi nogi oziroma na sprednji nogi, iz tega položaja odrinemo navzgor in pristanemo v ravnotežnem položaju z brco nazaj. Veliko jih misli, da morajo skakati zelo naprej in to vidijo tudi po televiziji pri najboljših igralcih. Res je, oni so veliki mogoče 2 metra in premagajo polmetrsko razdaljo v igrišče, naredijo še dober split step in zgleda, kot da so skočili veliko noter, ampak v bistvu oni skačajo zelo navzgor. Tako da ni potrebno zelo naprej skočiti, ampak navzgor in malo naprej. Se pravi, tu smo rekli, gremo nazaj, odrinemo in pristanemo. Zelo pomembni so tudi boki. Se pravi, na začetku, v prvi fazi servisa, je moj sprednji bok v višji točki kot zadnji bok. Se pravi, tukaj je moj sprednji bok višje in potem, ko jaz odserviram, dvignem drug bok na višjo točko. Zdaj, kako to vaditi? Posebne vaje bi jaz rekel, da za to ni, razen mogoče kakšen ta predklon, ki smo ga včeraj delali že z žogo, ki smo jo metali v tla. Ampak recimo enkrat ste lahko pozorni na vaše noge, ki jih imate. Jih imate, so vse enaj korak ali ne. Stopim pa to naredim ali brez, meni bolj ustreza brez. Se pravi, se osredotočim na noge, da začutim res to napetost, da dam boke naprej, kolena dol pod kotom 45 stopinj glede na naravnost. Se pravi, da jih imam tako, ne smemo tako stati, ali pa čisto zaprto, ampak lepo mi smo bočno, kolena, noge so široka, pod kotom 45 stopinj in najprej samo čutimo v bistvu ta položaj, da napnemo. Potem druga stvar, ki jo vadimo je, da iz tega položaja skočimo in zadržimo dober položaj. Se pravi, s to brco, da zamrznemo. 1, 2. Lahko štejete do 2, lahko samo malo obstanete in tako povadite dober ravnotežni položaj, kajti od ravnotežnega položaja je odvisno, a bo servis, velikokrat odvisno, a bo servis uspešen ali ne. Kajti, če nas premetava v točki zadetka, ne moramo biti natančni. In še zadnja stvar, ki jo lahko vadimo pri nogah, in to je potem nadaljevanje po brci. Se pravi, gremo, začutim zopet to, odrinem, hop, in gibanje naprej, da naredim dober poskok. To je zdaj malo smešno izgledalo, ker ni bilo povezano. In grem 1, brcnem naprej in poskok. Spet hop, brca, noga, poskok. Še tu. Noge grejo dol, gor, brca, poskok.
Kaj je zelo pomembno? Vaš servis oziroma ne bo eksploziv, ne bo dober, če boste v tem položaju predolgo čakali. Kajti potem ni tiste prave eksplozivnosti. Predstavljajte si tudi fedro, recimo iz kulija ven, če jo vzamete in poskušate jo dati samo dol, držati in spustiti, ali pa jo samo pritisniti dol in spustiti, boste videli, kako bo višje skočila, v bistvu, če boste vi to naredili dol in gor. Tako da naj ne bo ta ritem predolg, ja? Gremo še enkrat, se pravi, napnemo, skočimo in ugibanje. Tako. Lahko si date kakšne stvari na tleh, jo preskočite, zato da vidite, da res skočite. In si v bistvu na ta način pomagate, da dosežete čim višjo višino. Tako, to je bilo za danes vse. Pošljite svoje videe, kako servirate, da vam mogoče lahko dam še kakšen nasvet, kako bi lahko naredili še boljše. Do takrat pa ostanite doma, bodite zdravi, bodite aktivni in se vidimo spet jutri v novem videu. Lep pozdrav!